pozdravljeni. Čas je za nogomet. Slika smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela tekma 13. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Bonifiki bomo spremljali primorski derbi, udarila se bosta domači Koper in Gorica. Urbančič. Kranjc, lepa dvojna kombinacija, Urbančič je ustvaril premik naprej, Velikonja, gol! Etienne Velikonja, krasna akcija Gorice in Etienne Velikonja je prišel do 4. zadetka v letošnji sezoni, 10. minuta srečanja. Sijajno so tule izigrali domačo obrambo varovanci Mirana Srebrniča, dvojna kombinacija Urbančiča in pa Kranjca. Urbančič je podal pred vrata, poiskal Velikonjo in slednji je pokazal. Kotnik. Ahmetaj spremlja Kotnika. Edom Boni do skoka. Etienne Velikonja, Velikonja prečka. Benedičič, tudi Velikonja se zdaj vrača nazaj. Božek Vancaš, pred vrata za Kotnika, dober sprem Kotnika. Andrej Kotnik išče prostor za strel, brani Likar. Za Velikonjo. Dobro, Etienne Velikonja v težkem položaju je ustavil žogo in poiskal Petroviča, ki je dober v igri 1-1, spremlja ga Novoselec. Petrovič strelja. Povlekel iz igre Denis Halilović, poizkus Benedičiča. Novoselec je pritekel na žogo, pa Kambič. Luka Kambič, krasna podaja, gol! Koper prihaja do izenačenja. Edom Boni je dosegel prvenec v prvi ligi. Sijajen predložek Kambiča, ki je vpisal statistično dobrino. Edom Boni pa je žogo spravil za hrbet Likarja. Očitno je Denis Halilović zadev polno. Tule Zoran Zeljković, napadalen pristop se mu bo morda obrestoval. Do žoge Luka Kambič. Golubović. Napaka Golubovića, Kranjc ima priložnost. Alen Kranjc pred vrata. In iz zadetka Maj Mittendorfer je preprečil, da bi Velikonja prišel. Ahmetaj, Petrovič in pa Ankrah. Tule pa je Kotnik, ki ima ogromno prostora. Andrej Kotnik strelja, brani Likar. Še 2 minuti ste ostali do konca tekme. Ankrah. Dobra poteza Ganca, Ankrah, tole deluje obetavno, Leban! Priložnost za Gorico, to da Leban jo je zapravil. Denis Halilović, po skromni igri v prvem polčasu ste v drugem delu igre odlično odgovorili. V igro ste poslali tudi številne napadalce, zadaj puščali veliko prostora, verjetno predvsem zato, ker je bilo vidno, da Gorica v napadu nima prave moči. Ja, res je. Naš najslabši, bom rekel, polčas v tem delu prvenstva, v tem prvenstvu in ja, drugi polčas smo naredili 3 menjave, zopet se je pokazalo, da imamo dobro klop, dolgo klop, kvalitetno. Dodali smo, šli smo na gor, visoko, pritisnili, kar se nam je takoj obrestovalo. Iskali smo drugi gol, nažalost danes ga ni bilo, ampak važno je, da nismo izgubili tekme. Po zaostanku ste prišli do točke, zdaj težko bi govorili o spodrsljaju, ampak verjetno z njo vseeno pretirano zadovoljni niste. Pa glede na to, da na zelo slab prvi polčas in drugi polčas moramo biti na koncu s točko zadovoljni. Gremo naprej, ta tekma je za nami, gledamo naprej proti Radomljam, tako da prvo še pokal. Tako da ja. Med tednom se boste pomerili z Izolo, kakšno zasedbo lahko pričakujemo v pokalnem tekmovanju? Ja, to bomo od jutri naprej bomo videli, kako smo, kako so fantje. To bo pa prišlo za pokalno tekmo do menjav. Priložnost bodo dobili verjetno tudi nekateri drugi igralci, tako da menjave bodo. Hvala. Miran Srebrnič, v prvem delu igre ste igrali zares odlično, verjetno je bil to najboljši polčas Gorice v tej sezoni. Kaj je potem vplivalo na padec v drugem polčasu? Ne, res je, ja, kot ste rekli, prvi polčas odličen z naše strani. Mislim, da bi mogli dati kakšen zadetek z tistih priložnosti, ki smo jih imeli več.
tako je škoda, ker smo v drugi polčas takoj prvo minuto dobili ta zadetek. Je res tudi, da je Koper potem malo spremenil postavitev, tako da smo imeli malo več problemov, ampak smo potem tudi to dobro rešili. Je pa res, da nismo bili toliko več nevarni v drugem polčasu, ampak kot v celoti točka v redu, ker igrali smo proti eni ekipi, ki ima ambicije za prvaka, tako da so tudi naši fanti pokazali, da zmorejo in to je treba nadgrajevati. Koper je v drugem polčasu igral številnimi napadalci, zadaj puščal veliko prostora, bi morali to več izkoriščati. Zdelo se je, da ni prave moči v napadu. Vse to. Mislim, da smo imeli situacijo, ker se je odpiral prostor, ampak nekako v drugem polčasu nismo bili več tako dobri v pasu in prav to mislim, da je bil največji problem, da nismo kakšne boljše tranzicije naredili v drugem polčasu. Hvala. Rudi Požeg-Vancaš, po skromnem prvem polčasu ste se v drugem pobrali, prišli do izenačenja, ampak na koncu s točko verjetno vseeno niste pretirano zadovoljni. Ja, res je bilo skromno, imate prav. Igrali smo danes en polčas. Če bi igrali tako dva, mislim, da bi zmagali z visoko razliko, ampak tako se je šlo. Moramo pogledati pozitivno naprej. Mislim, da si niso ustvarili niti eno priložnost v drugi polčas, mi kar nekaj, tako da če bomo šli s tako miselnostjo in s tako igro v naslednjo tekmo, bomo prišli po moje do 3 točk. Veliko napadalcev vas je zaigralo v drugem polčasu, zadaj ste puščali veliko prostora, verjetno zato, ker ste opazili, da Goričani nimajo prave moči za izvedbo protinapadov. Ja, mi tudi nismo imeli česa zgubiti, zgubljali smo 1-0, tako da se je trener odločil, da gremo bolj napadalno, kar se je izkazalo zelo dobro. Še enkrat škoda za te priložnosti, da nismo izkoristili. Hvala. Etienne Velikonja, v prvem polčasu ste dosegli zadetek po res izjemni akciji, pa tudi sicer je bil to verjetno najboljši prvi polčas Gorice v tej sezoni. Kako ste ga vi videli? Ja, dobro smo štartali v tekmo, prvi polčas. Se mi zdi, da imeli stvari pod kontrolo, naredili veliko problemov, imeli še priložnosti, s kateri bi mogli zadeti, da bi mogoče potem lažje šli v drugi polčas. Potem pa v drugem polčasu pa niti slečenice še nismo prišli in že prejeli zadetek in enostavno izgubili kontrolo nad igro. Tako da na koncu mislim, da zaslužena točka v bistvu za obe ekipi. V drugem polčasu ste res precej padli. Kaj je recimo vplivalo na slabšo igro Gorice v drugem polčasu? Ja, ne vem, zakaj se nam to dogaja, da imam občutek, da bi čakali, da sodnik piska konc tekme, ko naredimo nekaj dobrega in pomaknemo se nazaj, začnemo zamujati v duelih, preveč enostavnih napak v predaji žoge in normalno nasprotniku to da energijo, ampak dobro, mislim, da smo dobro izvlekli tekmo na koncu. Hvala.